No, lepo pozdravljeni še enkrat, tudi z moje strani. Glede na to, da smo šele vstopili v novo leto, bi vsem zaželela, naj bo čim bolj prijetno in polno vsega dobrega. Pa, da vas vseeno, povabim, da se malo spomnimo tudi preteklega leta. Lahko pri sebi razmislite, kaj se je kje dogajalo, kam ste šli, kaj ste počeli, ste premagali kakšen pomemben izziv, komu kaj pomagali. No, jaz sem se kar velik del preteklega leta ukvarjala z raziskovanjem tega, kako doživljamo druge v tavanju misli. Sliši se malo hecno, zato bom najprej razložila tale naslov. Tavanje misli, je v bistvu en tak pojav, ki ga vsi vsakodnevno izvajamo, spontano ali pa namensko. Rečemo, da je univerzalen pojav, in tudi, ko sem vas povabila k izvajanju te začetne aktivnosti, ste verjetno v mislih nekam odtavali. Klasična opredelitev tavanja misli pravi, da je to vsako, doživljanje, vsak pojav, ko nekako preusmerimo svojo pozornost iz tega, kar se dogaja v okolju, ali pa iz neke naloge, ki jo izvajamo, k svojim notranjim duševnim procesom. Na primer, če pripravljamo juho in se potem vmes, zamislimo in začnemo razmišljati o nekem preteklem zabavnem dogodku in vmes že ne vemo več, kaj smo sploh not vrgli, vmes se je pa čebula že zažgala. No, ampak sodobne, novejše, opredelitve, pravijo, da gre pa v bistvu za veliko širši in veliko bolj raznolik pojav kot samo to, da se naša pozornost preusmeri, od navzven k našim notranjim duševnim procesom. In, marsikateri avtorji zagovarjajo v bistvu, da je zelo smiselno, da pod tavanje misli umestimo najrazličnejše procese, kot je tudi na primer neko spontano ali pa namensko sanjarjenje. Na primer, če sanjarimo o, načrtovanih počitnicah, pa tudi, v bistvu lahko so to tudi manj prilagojene oblike sanjarjenja, kot na primer neko ponavljajoče razmišljanje, o tem, kako bo izgledal neki neprijeten scenarij. To prav obstaja tudi izraz neprilagojeno sanjarjenje. Nekateri pod tavanje misli umeščajo tudi ruminacije, ke je iz enih vidikov podobno neprilagojenemu sanjarjenju, samo da gre res bolj za to, da se skozi ciklamo v nekih krogih, ponavadi osredotočenih na preteklost. Lahko so pa to tudi čisto neki taki vsakdanji pojavi, ko pač se sami namensko odločimo razmišljati o nečem drugem, ker nas na primer trenutna aktivnost dolgočasi, ali pa želimo nekaj, pretuhtati. Tako da, tudi v tej raziskavi, smo nekako izhajali iz te najširše opredelitve. S kolegi smo se dogovorili, da bomo kar pojmovali kot tavanje misli vse, kar ni, vsako doživljanje, ki ni direktno vezano na tukaj in zdaj, ni direktno vezano na ta sedanji trenutek, kar je mogoče malo manj oprijemljiva definicija, ampak je na ravni doživljanja v bistvu se da to kar zelo hitro in spontano prepoznati, ker je v bistvu prepoznaš, začutiš, ko nisi več prisoten v sedanjem trenutku. Tako da nekako smo predvsem iz vidika prisotnosti gledali, medtem ko te prejšnje definicije pa gledajo bolj, koliko spontan proces je to, pa kakšna je vsebina in tako naprej. Tako da kar kompleksno področje, ampak mi samo imamo v mislih, da je tavanje misli lahko kadarkoli, ko nas odnese iz sedanjega trenutka. Z vidika doživljanja, pa gre v bistvu za to, da sem se želela poglobiti, bolj konkretno v to, kako, posamezniki prav doživljajo tavanje misli, zato ker dosedanje raziskave se osredotočajo bolj na vsebino, na primer, kaj posameznik razmišlja, pa koliko pogosto odtavamo, manj pa na to, kako se to prav kaže v našem doživljajskem prostoru. In zato sem se poleg zanašanja na psihologijo in znanja, ke imam iz tega področja, naslonila tudi na empirično fenomenologijo. To pa je znanstvena disciplina, ki se v bistvu ukvarja s tem, da pridobiva zapise udeležencev o njihovem doživljanju določenega pojava. V tem primeru, pojava tavanja misli. Gre v bistvu za poglobljene opise, ki jih udeleženci sami podajo iz prvoosebne perspektive. In ključno vprašanje je, kako nekaj doživljamo, torej ne kaj ali pa koliko pogosto, ampak
kako dejansko nekaj vidimo v glavi, medtem ko odtavamo, a slišimo kake zvoke, a občutimo kake telesne občutke, katera čustva pri tem doživljamo, in zelo različno. Lahko so ta doživljanja tako zelo izrazita, pa da čisto točno in jasno vemo, kaj doživljamo, lahko pa je nekaj čisto blagega, subtilnega v ozadju. Raziskavo sem izvajala v okviru projekta Ekološko veljavno raziskovanje tavanja misli, skupnostni in nevrofenomenološki pristop. Mentorja sta bila profesorica Anja Podlesek iz Filozofske fakultete in profesor Urban Kordaš iz Centra za kognitivno znanost, v okviru katere je tudi potekala ta raziskava. Torej, to je bila nekako nosilna institucija. Ukvarjali smo se z različnimi vidiki tavanja misli, jaz pa sem se odločila osredotočiti na socialno dimenzijo tavanja oziroma na socialne vidike tavanja misli, in to sem potem imenovala kar socialno tavanje misli. To v literaturi niti ni tako zelo opredeljeno, zato ker se manj specifično in poglobljeno raziskuje točno to področje, tako da sem potem kar šla s tem izrazom. No, ampak da bomo lažje razumeli, kako je raziskava sploh potekala, pa kakšni so bili zaključki, bom najprej predstavila malo o tem, zakaj je tema pomembna in kaj o tem že vemo. Tole sem želela dati, ke sem prej omenila, na primer, da sanjarimo o počitnicah na morju, kaj vse lahko spada pod dejansko pod raziskovanje tega, kako nekaj doživljamo. Na primer, na konkretnem primeru, a bi recimo, ko tavamo v sanjarjenju v tej situaciji, a vidimo neko sliko neke naše klasične počitniške lokacije, a prav gledamo neki tak splošen prizor nekega morja, ki valovi, a slišimo kake zvoke, a dobimo občutek neke vročine ali pa lepljivih oblek ali pa karkoli podobnega. In z vidika socialne dimenzije, a smo v tem tavanju nekako sami, a je občutek prisotnosti še koga, mogoče je to samo neki tak občutek, nekaj, da samo imamo feeling, da je nekdo zraven, lahko pa je prav neka jasna slika nekoga, ali pa taka malo bolj obris neke slike ali pa skupine ljudi, nekdo, ki ga zelo dobro poznamo, ali pa ena čisto naključna skupina, ki jo pač mi v svoji glavi postavimo na to plažo, samo zato, da si nekako ustvarimo to sceno. Tako, samo za prikaz, kako raznoliko je lahko neko tavanje misli, ko se enkrat poglobimo pa ga začnemo bolj konkretno opazovati. No, ampak zakaj ravno tavanje misli? Glavna argumenta sta to, da je zelo pogost pojav, ki se pojavlja v različnih situacijah, v različnih kontekstih našega vsakdanjega življenja in da se povezuje z zelo različnimi izidi na različnih področjih. Zdaj, kako vemo, da je to pogost pojav? Do začetka tega stoletja raziskovalce tavanje misli niti ni toliko zanimalo, zato ker nismo čisto vedeli, da obstaja sploh zares ta pojav. Potem so pa ugotovili, da v bistvu so celo med mirovanjem aktivni določeni predeli možganov in te predele so poimenovali mirovno možgansko omrežje, kar je nekako kazalo na to, da v bistvu so naši možgani aktivni tudi, ko počivamo, da pač predelujejo določene vsebine. Pri udeležencih se je pa to kazalo prek tega, da so pol poročali, da v bistvu medtem ko so v magnetni resonanci delali take slike, so pa oni pol poročali, da da v bistvu so pa res nekaj tuhtali ali pa razmišljali o nečem drugem. Potem se je pa začelo vse bolj pogosto tudi proučevati, koliko pogosto se pojavlja, večinoma z nekimi takimi metodami, ki jim rečemo kvantitativne, torej da preštejemo pogostost pojavljanja, zelo redko pa se te teme lotimo kvalitativno, torej da bi nas zanimala vsebina tega, kar udeleženci doživljajo. In če spet skočim korak nazaj v preteklost, na začetku je veljalo, da je tavanje misli neki tak pojav, ki v bistvu moti izvedbo nalog, ovira učenje, vodi v neke slabše izide, slabše rezultate na kognitivnih testih. Potem pa, ko so prenesli raziskave iz laboratorijskega konteksta, torej ke ni šlo samo za izvajanje nekih psiholoških nalog, ko so to prenesli v vsakdanje življenje in so spremljali
kaj pa se tam dogaja, kaj bi pa lahko mogoče bili neki izidi, ki se povezujejo s tem pojavom, pa so ugotovili, da ima lahko tudi marsikatere prednosti, da v bistvu omogoča ustvarjalno reševanje problemov, spodbuja načrtovanje, odločanje. Tudi v bistvu, ker v tavanjih razmišljamo ponavadi o več opcijah, na primer o nekih različnih rešitvah, različnih možnostih rešitev, nam omogoča nekaj, čemur rečemo vedenjska fleksibilnost. To pomeni, da imamo velik nabor nekih možnih rešitev, ki jih lahko uporabimo, glede na to, kaj določena situacija od nas zahteva. In to je neka zelo pomembna prilagoditev in tudi en zelo pomemben vidik, zakaj se tavanje misli obravnava vse bolj tudi s tega vidika, kaj nam lahko doprinese v vsakdanjem življenju. Ne samo, da ni obravnavano samo kot neka distrakcija, pa neki moteč dejavnik, ki preusmerja našo pozornost stran od nekih nalog. No, in zakaj pa ravno socialni vidiki tavanja misli? Eno je to, da me tema osebno zanima. Drugi vidiki so pa to, da v bistvu tudi ugotovitve preteklih raziskav kažejo, da je vsebina tavanja misli pogosto socialna. To pomeni, da zelo pogosto razmišljamo o drugih pa odnosih z njimi. Ko nam ni treba biti osredotočeni na sedanji trenutek, no, ali pa tudi, ko moramo biti, zatavamo v razmišljanje o odnosih, nekaj načrtujemo, nekaj predelujemo in tako naprej. In tudi to ima neke svoje funkcije, a ne, glede na to, da tavanje misli v bistvu zajame zelo velik del našega vsakdana. Prej sem pozabila omeniti, tam nekje tretjino našega budnega časa naj bi zajelo tavanje misli, od tega pa potem tam do 3/4 naj bi bilo socialno obarvano tavanje misli. In zakaj je to tako pogosto? A ne, zakaj, kaj nam to omogoča? In v bistvu ugotavljajo raziskovalci, da se nekako to povezuje z izboljšanim razpoloženjem, z večjim zadovoljstvom, z življenjem, z medosebnimi odnosi, ker nekako prek tega tudi predelujemo neke medosebne težave, omogoča reševanje teh težav, predelovanje nekih preteklih interakcij, načrtovanje prihodnjih interakcij. Tudi nekako prav prek tavanja misli lahko tudi zadovoljujemo svoje socialne potrebe, torej potrebe po povezanosti, po toplini. Torej tudi, če si samo predstavljamo, so ugotavljale raziskave, da je to potem se prav razlika kazala na začetku pa na koncu. In tudi take specifične tudi prednosti, recimo, da nam omogočajo prilagajanje v nekih zahtevnih obdobjih, kot je prehod na fakulteto. Lahko pa tudi po drugi strani, če razmišljamo o drugih in hkrati so izpolnjeni tudi neki drugi dejavniki, pa lahko tudi se v bistvu povezuje z občutkom večje osamljenosti, neke izoliranosti, predvsem pri že osamljenih posameznikih. Pa tudi v bistvu, če je bolj obsesivne narave, lahko kar ovira neko učinkovito učenje pa reševanje nalog. Ugotovili so pa tudi, da si prav tavanje misli deli skupna možganska področja s socialno kognicijo. Socialna kognicija so vsi procesi, ko razmišljamo o drugih, probamo razumeti, kaj doživljajo, probamo predvideti njihove možne odzive in vsi ostali procesi, ki nam pridejo prav v socialnih situacijah. In v bistvu ravno to mirovno možgansko omrežje, ki sem ga prej omenila, je aktivno tako pri tavanju misli kot pri predelovanju nekih socialnih informacij. Kar kaže na to, da ima v bistvu ravno tavanje misli lahko zelo pomembno vlogo tudi za te socialno-kognitivne procese. Oziroma, da se prav prek tavanja misli zelo veliko socialnih informacij aktivno predeluje. No, ampak mene je pa zanimalo, kakor sem že prej omenila, iz tega bolj doživljajskega vidika, kako doživljamo druge v tavanju misli, in nekako sem pri raziskovanju imela dve glavni usmeritvi, ki sem jima želela slediti, in to sta bili, da se v bistvu osredotočam na vsakdanje življenje udeležencev, torej nisem jih povabila v neki prostor pa izvajala neke preizkuse, ampak spremljala, kako tavajo z mislimi v vsakdanjem življenju, in da poskušam dobiti čim bolj neposreden dostop do doživljanja. Torej, klasična raziskava bi potekala tako, da bi udeležence vprašali, ali ste zdaj tavali, pa bi rekli da, ne, pa potem mogoče
ocenite, kako prijetno je bilo tavanje od 1 do 5 in bi prek tega dobili neke koristne informacije, ampak, zagovorniki, s področja empirične fenomenologije pravijo, da bi s tem dobili malo premalo informacij in da, da bi lahko se psihologija v večji meri osredotočala na, v bistvu pristno doživljanje posameznikov. Temu prav rečejo, pristine experience, torej kot neka čista izkušnja, da jo probamo čim bolj nekako uloviti, priti do nje, kar je itak zelo težko. Ampak to probamo narediti na tak način, da prosimo udeležence, da poročajo o tem, kaj so doživljali v določenem trenutku v svojem vsakdanjem življenju. Torej, naključen signal jih ustavi, medtem ko delajo neke čisto vsakdanje aktivnosti, in potem jih vprašamo: "Okej, zdaj pa opišite čim bolj poglobljeno, kaj ste doživljali." Zato, da bojo lahko to zelo poglobljeno opisali, rabijo nekaj treninga, urjenja, bom še kasneje malo več povedala o tem. Pomembno pa je, da pri tem, ko opisujejo, v bistvu probajo čim bolj dati na stran neke svoje razlage tega, kar opisujejo, neke svoje interpretacije, zakaj to doživljajo, a ne, ke hitro se začnemo braniti tudi pa začnemo razlagati, zakaj nekaj doživljamo, namesto da bi res probali priti čim bolj do tega in ubesediti, kaj to sploh je. Pa tudi neke, poleg razlag pa interpretacij tudi neke, ja, teorije, in vse, kar nekako ni čista pristna, izkušnja. No, in za ta namen, smo skombinirali 3 metode iz področja empirične fenomenologije. Ne bom jih podrobno predstavljala, ampak jih bom pa omenila samo zato, da nekako lahko izpostavim, zakaj ravno 3. Zakaj ravno te 3, no. Metoda opisnega vzorčenja izkustva je to, ke sem prej omenila, da so imeli udeleženci aplikacijo, ko je zazvonil določen signal, so zabeležili čim bolj obširno, čim bolj poglobljeno, kaj so doživljali v tistem trenutku. Brez nekih sodb, interpretacij in tako naprej. Ampak ker smo želeli zajeti v bistvu malo daljši trenutek, smo se naslonili tudi na principe mikrofenomenologije, ki pa v bistvu ima neke svoje posebne smernice in tako. Mi smo, prilagodili tako, da smo v bistvu udeležence urili v tem, da vzamejo daljši trenutek. Torej ne 1 sekundo tik pred onim signalom, ampak tako 3 do 5 sekund. In da to potem opišejo. Še zmeraj pa to ni 5 minut, a ne, še zmeraj ne moremo toliko poglobljeno poročati, o svojem doživljanju toliko časa. Uporabili smo pa tudi, še eno metodo, iz angleškega poimenovanja izhaja kratica SROE. Gre pa nekako za, beleženje, reflektivno opazovanje izkušnje. Sliši se zapleteno, ampak gre samo za to, da v bistvu poskušamo kot neka meditacija, čim bolj v miru opazovati, kaj se dogaja v nekem trenutku v našem doživljanju. To potem je nekako del vsakdanjega življenja, zato ker smo udeležence prosili, da to izvajajo redno, vsakodnevno, ampak ni pa čisto, a ne, to je drugače od tega, ko smo jih ustavili, medtem ko so kuhali ali pa vozili, okej, ne med vožnjo, med vožnjo nimamo nobenih zapisov, ko so športali recimo. To so bili vzorci, ke smo jih v bistvu dobili, ko so se namensko usedli, zamižali in rekli: "Okej, zdaj bomo pa gledali, kaj se dogaja v našem doživljanju." Ni čisto enako ke meditacija, zato ker pri meditaciji po navadi probamo slediti nekemu določenemu cilju, na primer, da se nenehno vračamo na dihanje ali pa probamo upoštevati neko mantro. Tukaj pa, je nekako res namen ta odprtost do lastne izkušnje in nekako istočasno opazujemo, kaj se dogaja, istočasno pa tavamo z mislimi. Tako, če malo, posplošim. No, in, čisto konkretno je v tej raziskavi skupno sodelovalo 7 udeležencev. Zakaj toliko relativno majhna številka? Zato ker, kot vidimo, je v bistvu metoda kar časovno pa energetsko zahtevna za udeležence. Zahteva veliko časa od njih, res se morajo poglobiti, prekiniti svoje vsakodnevne aktivnosti, zato da lahko zabeležijo, kaj so doživljali, in hkrati morajo biti natrenirani za to. Torej prav izvajali smo redna srečanja, kjer so se učili, urili v tem, kako
lahko čim bolj pristno poročajo o tem, kar so doživljali v določenem trenutku. In v bistvu, glih zato, ker nekako izurce morajo tudi v tem, da v bistvu postanejo soraziskovalci svojega doživljanja, torej tukaj niso več samo udeleženci, ampak prav soraziskovalci. In imajo zelo pomemben del pol tudi naprej pri interpretaciji teh podatkov, so v bistvu skozi vpeti v celoten proces. No, in pri tej empirični fenomenologiji ta meja med raziskovalcem pa udeležencem ni čisto jasno določena. Nekako se stvari malo prepletajo in tudi jaz sem v bistvu sodelovala, poleg tega, da sem bila raziskovalka, sem tudi sodelovala v vlogi udeleženke, kar, prinese s sabo različne izzive in moramo biti pol previdni pri tem. In to previdnost sem probala ohranjati tako, da sem si posebej beležila neke raziskovalne zapiske, neke možne hipoteze, neka opažanja, pa posebej na ločenem mestu pa zbirala svoje podatke o doživljanju. Tudi probala sem skozi ločevati, kdaj sem zdaj v perspektivi udeleženke, kdaj zdaj poročam o svojem doživljanju, kdaj pa moram vzpostaviti neko raziskovalno distanco, na primer med analizo podatkov, da sem probala res čim bolj, kakor se je le dalo, čim bolj objektivno vseeno pogledati na te podatke, ki pa so zelo subjektivni še zmeraj, a ne. Okej, in če samo preletim, torej najprej smo naredili kratko, pilotno študijo decembra predlani, v bistvu za en mesec, da smo malo sprobali, kako stvari funkcionirajo, kaj je treba prilagoditi, a so v redu raziskovalna vprašanja in tako naprej. Potem smo 4 mesece, torej od januarja do aprila, zbirali te opise doživljanja. Potem sem pa v drugi fazi, tako sem jo pač poimenovala, lansko poletje, pa izvajala še intervjuje z udeleženci. In kako smo zdaj zbirali te opise doživljanja? Torej glavni način so bili teli naključni vzorci, ko je udeležence s pomočjo aplikacije zmotil naključni signal in so zabeležili svoje doživljanje. Potem so bili ti meditacijski vzorci, ko so v bistvu se udeleženci namensko lotili nekega, reflektivnega opazovanja svojega doživljanja, ko so si namensko vzeli čas za to. Potem smo pa vseeno, dopustili še možnost, pa smo spremljali tudi te vzorce, ke so jih udeleženci sami se odločili zabeležiti. Torej, ke jih ni po naključju nekaj zmotilo, ampak ko so sami prepoznali, da mogoče so pa imeli neko tako doživljanje, ke bi ga bilo vredno zapisati. Da je nekako relevantno povezano z raziskovalnim vprašanjem. Izbrani, sem pa v bistvu poimenovala te vzorce, kjer je pa udeležence zmotil neki drug zunanji dejavnik, ne glih naključni. Ponavadi je bil to neki sogovornik, ki je opazil, da so odtavali in jih je potem vprašal: "Okej, zdaj pa napišite, a bi zdaj napisal, kaj si doživljal, da malo poročaš." Čisto toliko, da smo imeli še malo vpogleda v to. Največ je bilo vseeno naključnih pa meditacijskih vzorcev. Potem v drugi fazi sem pa z manjšim številom udeležencev, torej 4 od teh 7, izvedla še, poglobljene intervjuje o teh vzorcih, torej še zmeraj so zbirali te opise doživljanja, ampak, tukaj smo jih še dodatno pol poglabljali. Ti intervjuji so izgledali tako, da smo se o posameznem vzorcu, konkretno o 15 vzorcih, pogovarjali na tak način, da smo res, raziskovali, kaj je doživljal, česa mogoče ni doživljal v tistem trenutku, ampak je bila bolj neka interpretacija, neki doprinos, neki lastni doprinos, ke ga je vnašal noter in tako naprej. In, nasploh, a ne, zakaj, je bilo tukaj tudi manjše število udeležencev, ker tukaj smo pa od njih pričakovali še toliko več časa pa energije, ker ti intervjuji so lahko trajali tudi do 2 uri pa pol posamezni. In v bistvu nasploh smo res želeli pridobiti take udeležence, ke so motivirani, zainteresirani, da vse tole prostovoljno delajo. Tudi take, ke imajo občutek, da od tega nekaj pridobijo, da pridobijo neki vpogled v svoje doživljanje. Tako da nasploh, še enkrat hvala vsem, udeležencem, ki so sodelovali pri tem. Pa še na kratko povem, kaj smo pol s temi podatki naredili oziroma kaj sem naredila. Torej zanimala me je vsebina. Zanimalo me je, kaj se zdaj v teh njihovih opisih kvalitativno skriva, torej kaj so neki pomeni, ki jih lahko pripišemo tem podatkom.
In osnovna tehnika je kodiranje. To pomeni, da v bistvu tem nekim delom besedila izberemo posamezne dele in jim pripišemo kratko kodo. Ta koda strne pomen, izpostavi neko bistvo, pove, kaj v bistvu se zdaj tukaj dogaja, in pri tem v bistvu lahko tudi kake bolj skrite vidike naslovimo, take, ki niso najbolj očitni, ker je mišljeno, da do neke mere tudi interpretiramo, ko kodiramo. Ne moramo čisto vedno izhajati iz tega, točno tega, kar so udeleženci rekli, ker pol ne pridemo glih do bistva tega, kar so povedali. Bom dala en primer. Na tak način so izgledali ti zapisi, to je samo en krajši izsek, zapisi so bili ponavadi malo daljši vseeno. Takole sem jih označila, šifro udeleženca z datumom zbiranja, uro zbiranja tega podatka in načinom. Torej, ta je bil pridobljen med to meditacijo, tako smo jih pač poimenovali, čeprav ni šlo za neko klasično meditacijo. Na primer, tukaj udeleženka reče: "Doživljanje nje je bilo zelo izrazito, v ospredju, prežemalo je celotno tavanje misli. Čutila sem bližino, toplino do nje, v vizualizaciji sem bila umirjena in usmerjena proti njej, kot da bi bila na voljo tam zanjo. To se je čutilo, kot da sem sebe dala na stran in se odprla njenemu doživljanju. Njo sem doživljala kot toplo, meni ljubo in varno, domačo, predvidljivo." In to so primeri nekih kod, kako sem na začetku poskušala poimenovati bistvo, neke pomene teh delov besedila. Na primer, občutek bližine, odprtost do doživljanja drugega, varnost ob doživljanju drugega, ljubezen, naklonjenost in tako naprej. In te kode so se zelo spreminjale in zelo prilagajale skozi celoten proces, so mi pa pomagale nekako res strniti pa organizirati to besedilo. Torej, da nisem imela nekih ful dolgih zapisov različnih udeležencev, ampak sem s temi kodami v bistvu lahko organizirala, pokupčkala, pogledala, kaj paše skupaj, kaj se povezuje. V bistvu sem iskala neke skupne značilnosti med različnimi zapisi, ki pa v bistvu pomenijo eno in isto. Na koncu sem pa oblikovala neke ključne kategorije in tako kategorijo sem poimenovala recimo ljubeča naklonjenost. In to je ena izmed v bistvu oblik doživljanja drugih v tavanju misli. Tako sem to opredelila. In teh kategorij sem prepoznala še ogromno več. Jih bom čisto na kratko predstavila. Glavni namen pa je bil, da pogledam, a se da nekako med temi različnimi kategorijami najti tudi neke povezave, in to na tak način, da lahko nekaj povemo o teh podatkih, torej naredimo neko teorijo. In tej teoriji se reče utemeljena ali pa poskusna teorija. Bom kasneje še malo več povedala o tem. Okej, torej v obeh fazah zbiranja podatkov smo zbrali 381 vzorcev, torej teh opisov doživljanja, in 69% izmed vseh je bilo socialno obarvanih. To je nekako v bistvu še bolj je pomemben podatek, da 59 teh naključno izbranih je bilo socialno obarvanih, je bilo v bistvu, je imelo drugega not ali kot neko podobo ali kot samo občutek, ali kot neki čisto zamišljen scenarij. Naključni pravim, da so bolj relevantni, zato ker so pač v vsakdanjem življenju, ob naključnih trenutkih, lahko malo bolj zanesljivo trdimo, da je ta procent nekako mu bolj za verjeti. To je tudi podobno kakor v nekih predhodnih raziskavah, samo da je pri nas v bistvu ta procent bil malo manjši. In to sem razlagala tako, da v bistvu so predhodne raziskave zelo pogosto udeležence vprašale za nazaj, kolikokrat ste tavali z mislimi, danes, prejšnji teden in tako naprej. Mi smo pa pač jih dejansko ustavili, probali čim večkrat ustaviti, vsaj enkrat na dan, če se je dalo, v njihovem vsakdanjem življenju, in recimo, da so tam nekje okoli 60% časa tavali z mislimi o drugih. Upam, da je zaenkrat razumljivo. Malo me je pa tudi zanimalo, v katerih kontekstih so bili zbrani ti vzorci. In v bistvu jih je bilo največ zbranih dopoldne in popoldne in največ med opravljanjem nekih delovnih in študijskih nalog. Tako da če malo povežem te dve informaciji med sabo, sem si to razlagala, da so se udeleženci dolgočasili in so se pač
ali so pogosteje tavali z mislimi ali pa pač so se takrat odločili v večji meri poročati. In to je tudi skladno z ugotovitvami prejšnjih raziskav, ko v bistvu pravijo, da, je tavanje, zelo pogosta oblika razvedritve. In zelo pogosto pa se tavanje pojavlja ravno v fazi počitka, zaradi tistega mirovnega možganskega omrežja, ki sem ga na začetku omenila, tako da tudi pri nas v bistvu je druga najpogostejša aktivnost, ko so tavali, bila, to, da so v bistvu počivali ali pa čakali, da grejo na neko naslednjo aktivnost, v glavnem, ko niso nič, delali. Gledali smo tudi socialni kontekst, a so se medtem, ko so tavali, pogovarjali z nekom, a je bil drugi samo zraven, ali so bili sami. In najpogosteje so bili sami. In zdaj ne moremo točno vedeti, a vse to, a ne, a velja v bistvu, da so oni takrat v teh situacijah samo najlažje poročali o svojem tavanju, ali so takrat res najpogosteje tavali. To je samo neki tak pregled, a ne, nad tem, kar smo prepoznali v teh naših podatkih. Ampak vseeno pa lahko vidimo, da so tavali ob različnih delih dneva, ob izvajanju različnih nalog, in predvsem v samoti, ampak tudi v kakšnih bolj socialno obarvanih situacijah. In zdaj ključne doživljajske kategorije. Torej to, kar sem prepoznala v podatkih, sem razdelila na doživljajsko ospredje pa doživljajsko ozadje. V doživljajskem ospredju se nekako nahajajo vse doživljajske kategorije, ki so nam bolj dostopne, našemu zavedanju bolj dostopne, nanje lažje usmerimo pozornost, lažje jih tudi opisujemo, ubesedimo. V doživljajskem ozadju pa taki bolj subtilni občutki, ki jih niti ne moremo tako dobro pa jasno opisati, ker tudi nismo prepričani, a so res bili tam. Na tak način so torej udeleženci poročali o tem. To dogajanje v doživljajskem ospredju sem poimenovala relacijski okvir za pozicioniranje. Iz doživljajskega ozadja bi pa izpostavila neko ključno kategorijo, in to je občutek drugega. Bom oboje še predstavila. Najprej to, kar je nekako našemu zavedanju bolj dostopno. Zakaj relacijski okvir za pozicioniranje? Zato, ker sem prepoznala, da v tavanjih v bistvu do drugih zavzamemo 3 različne perspektive. Eno je, da se nekako usmerimo bolj vase in pri tem dajemo manj pozornosti na drugega v naših mislih. Poudarek je nekako na tem, kar sami doživljamo, kaj se nam dogaja, je drugi samo zraven, bolj pasiven. Potem interakcija, ko je drugi nekako, enakovredno aktiven in se dejansko nekaj dogaja, ponavadi so bili opisi bolj dinamični, druge smo opisovali kot bolj žive, kot bolj aktivne. Ali pa potem, ko se sami znajdemo v perspektivi opazovalca, ko na neko dogajanje gledamo in nismo toliko zelo aktivni, ampak se bolj dogaja izven nas, tak občutek je, da se nekaj bolj dogaja izven nas. In recimo ena izmed, pomembnih, načinov usmerjenosti vase so bile take oblike doživljanja, ko smo se osredotočili na predelovanje nekih osebno pomembnih vsebin. In tukaj smo lahko drugega postavili v neko vlogo. Te vloge sem poskušala poimenovati kulisa, izzivalec, prejemnik, pobudnik in priča. To so nekako bili različni opisi doživljanja, nekih različnih doživljajskih izkušenj, ki sem jih probala na tak način poimenovati pa nekako zgostiti, kaj je bil poudarek, tistega doživljanja. Na primer, če dam samo primer, prejemnik, sem poimenovala recimo tako obliko doživljanja, ko je bil naš namen, da predelujemo neko vsebino, na primer načrtujemo, kako bomo izvedli neko predavanje, in imamo drugega v mislih, si ga predstavljamo samo kot nekega prejemnika, ki pač posluša, glavni namen pa je, da mi lahko izrazimo neko svojo vsebino in se s tem tudi pripravljamo v bistvu lahko na neke, prihodnje situacije. Ta usmerjenost vase je nekako omogočala tudi samoraziskovanje. Drugi so pa pri tem lahko bili ali kot neko ogledalo, ki nam odseva neke lastnosti ali pa vedenja o nas samih. Itak so to vse naša doživljanja, ne, to itak vse sami vnašamo. Jaz to opisujem, kako se v bistvu na ravni doživljanja
ne čuti čisto tako, a ne. Čuti se, ke da recimo za primer ogledala smo imeli primer, kako je udeleženka si predstavljala skupino drugih in imela občutek, da oni mislijo, da je debela in še neki drugi pridevniki, a ne. Torej sami smo to nekako skonstruirali miselno, zato da so nekako drugi predstavljali ogledalo in neko povratno informacijo o tem v bistvu, kdo mi mislimo, da smo. Udeleženec v kontekstu pa sem poimenovala take oblike doživljanja, kjer smo druge samo postavili v neko situacijo, z namenom, da bi mi razmišljali, kako je nam v tej situaciji. Na primer, si predstavljamo sodelavce na sestanku in razmišljamo: "Okej, kako je meni v bistvu tukaj, a želim sploh iti na ta sestanek ali ne, če imam izbiro." Potem, sem prepoznala tudi zelo pomembne oblike doživljanja, ki so pa vezane na to, da vzpostavljamo odnos do drugega. Torej, kako prek taven je drugi še zmeraj nekako bolj pasiven, bolj nekako prejemnik nekako naših, recimo temu nekih odnosnih, čustev. In recimo tisti prejšnji primer, ke sem poimenovala ljubeča naklonjenost, ko je udeleženka opisovala občutek topline do drugega, neko naklonjenost, bližino v varnem vzdušju in tako naprej. Torej drugi vidimo, da je še zmeraj nekako bolj pasiven, mi pa nekako glavni namen tega, kar doživljamo, je to, da dobesedno čutimo to ljubečo naklonjenost in to je to. Potem sem pa prepoznala še dve, obliki doživljanja, ko se nekako probamo čustveno približati drugemu. Na primer, imeli smo primer, ko je udeleženec, poročal o sporu z očetom in kako je potem si predstavljal, da mu nekaj reče. To ni bilo načrtovanje, on je to samo nekako, mogoče mu bo to potem rekel, mogoče mu ne bo, ampak pač predstavljal si je. In je trenutek kasneje se mu že čutil bližje in bil bolj olajšan in tako. Torej bližina se je nekako povečala, pri umikanju pa je bil ponavadi neki tak občutek odpora, gnusa, do druge osebe in je bil nekako naš vzgib umakniti se in se samozaščititi. Izpostavila bi tudi oživljanje, to je nekako podobno, empatiji, če malo posplošimo. In razdelila sem na hipotetično oživljanje pa kontekstualno oživljanje. Hipotetično je, ko si predstavljamo neko situacijo, na primer ena izmed udeleženk si je predstavljala, kako je biti nekdo, ki kupuje polnilec za svojega otroka. Kontekstualno oživljanje pa, ko v bistvu je situacija že obstaja, na primer se je nekaj že zgodilo in že imamo neki kontekst, ni treba, da si ga sami ustvarimo. In vseeno probamo razmišljati, kako je drugemu v tej situaciji, kako se počuti. Potem ta interakcija, ke sem jo prej omenila, torej da so bili neki zapisi, kjer sta bila oba aktivna, torej in ta posameznik, ki je poročal o svojem doživljanju, in ta drugi v njegovem tavanju. In sicer sta bila lahko aktivna na tak način, da je šlo za neko vzajemno izmenjavo, torej ko je en nekaj naredil, se je drugi odzval, pa pol se je spet en odzval. To je bilo na primer, ko je udeleženka podoživljala, igranje neke družabne igre s prijateljem. V glavnem neka dinamika, aktivnost, prav občutek neke izmenjave, nekega flowa. Deljene izkušnje pa sem poimenovala tiste oblike doživljanja, kjer se zavedaš, aktivnosti drugega in njegove nekako prisotnosti, budnosti, skupaj si pa samo delita neko izkušnjo, torej nič sam ne počneš v odnosu do drugega ali pa drugi v odnosu do tebe, ampak imaš samo občutek, da si delita nekaj podobnega in to je tisto, kar vaju povezuje. Drugi ni samo pasiven, ker ima to svoje doživljanje, ampak ni pa tudi v direktni neposredni interakciji. Opazovanje je tudi zelo pogosto zavzeta perspektiva, ke je nekako namenjeno predvsem temu, da podoživljamo neke dogodke in jih potem samo opazujemo ali pa da si jih zamišljamo. Razlika med tema dvema je v bistvu v tem, da pri podoživljanju je ta neki občutek, da se je to že zgodilo, malo je nekaj znanega, že malo pričakovanje, vemo, kako se bo nekaj odvilo. Medtem ker pri zamišljanju je občutek, ke da vlagamo več napora, moramo nekaj voditi in usmerjati.
Potem sem tudi prepoznala, na kakšen način lahko zavzamemo kakšno perspektivo, torej a smo bolj iz distance in nam to omogoča, da nekako razmišljamo o nekih odnosih, ali pa da, v bistvu razmišljamo o tem, kaj si druga oseba misli o nečem. Temu rečemo prepričanja drugega reda. Torej v teh zapisih se je dalo prepoznati ne samo, kaj si mi mislimo o nekom, ampak kaj si mi mislimo, da si nekdo drug misli o nekom ali pa o nečem. In zdaj pride v sliko ta občutek drugega. To sem prepoznala kot neko krovno kategorijo, temeljno kategorijo, ki je v ozadju vsega in nekako ustvarja podlago, da se lahko pol ta relacijski okvir za pozicioniranje sploh ustvarja. Občutek drugega sem razložila tako, da je to neki univerzalen občutek, ki je vezan na specifično osebo. Prav zanimivo je bilo, kako se je ohranjalo. Prek različnih opisov so udeleženci isto osebo opisovali enako, s podobnimi opisi, s podobnimi občutki. Ob prisotnosti občutka drugega so poročali, da je doživljanje bolj polno, da se počutijo bolj budni, da kar intuitivno prepoznajo, da je drugi, torej drugi, kdorkoli je že ta drugi, prisoten. Ni bilo treba nič ugibati, takoj veš, ja, to je tista oseba. In občutek drugega sicer jasno prepoznamo, če posameznika dobro poznamo in imamo neki kolikor toliko intimen odnos, ampak če drugega ne poznamo toliko zelo dobro, nimamo nekega konteksta, da bi si dobro ustvarili ta občutek drugega in je zato nekako ga težje prepoznamo. Pol je bilo pa tudi zanimivo, kako so nekateri udeleženci poročali o tem, da če pa drugega zelo dobro poznajo, torej če je intimnost odnosa zelo velika, na primer med partnerjema, je pa tudi že skorajda ne prepoznaš več, da je v tvojem doživljanju, ker je toliko temeljni del, tega doživljanja. Torej gledala sem občutek drugega tudi z vidika jasnosti, koliko jasno ga prepoznamo, kako ga prepoznamo in tako. Pa samo na kratko predstavim še različne načine, kako lahko ta občutek drugega prehaja v to doživljajsko ospredje. Lahko je subtilno prisoten v ozadju, to je najpogosteje bilo. Lahko se je aktiviral ob določeni temi in je potem drugi pač bil prisoten v našem doživljanju in potem tudi izginil. Lahko se je zelo na kratko pojavil, bolj kot neka asociacija, skorajda težko ulovimo, da se je sploh pojavil. Lahko se pojavi, pa potem sicer izgine, ampak pusti neki čustveni odtis, pusti nekaj v ozadju ali pa preide in prevzame v bistvu celo doživljajsko ospredje. To je nekako podobno kakor, ideja, sprožilcev recimo na, področju obravnave travmatičnih izkušenj, ko čisto prevzame celotno doživljanje. Pomemben pojem pri, fenomenologiji je tudi vzdušje. To so vsi drugi še neki ozadnji občutki, ki jih imamo. Sem probala tudi ta odnos nekako prikazati in v bistvu, je bilo zelo zanimivo, kako se je lahko vzdušje, torej če zelo posplošimo, kot neko razpoloženje udeležencev, kako se je kar spreminjalo ob pojavu, drugega. Ne skozi, ampak v določenih vzorcih. Spremenilo se je pa tako, da se je bolj aktiviralo, torej udeleženci so lahko postali bolj nemirni ali pa bolj motivirani ali pa se je umirilo. Torej se je neka napetost znižala ali pa je dejansko čisto izginila kot neko olajšanje. Pol je pa tudi pomembno to, kako to vzdušje pa naprej lahko vpliva na to, kako bomo dojemali druge v nekih naslednjih situacijah. In to sem poimenovala, da sooblikuje nekako odnosno naravnanost do drugih. Kar pomeni, mi imamo neke druge v svojih, doživljanjih, to predelujemo, razmišljamo o tem, to lahko vpliva na neke naše druge ozadnje občutke in to potem še naprej na to, kako jih pol naprej doživljamo v nekih naslednjih, situacijah. In vse to sem nekako strnila pod možne funkcije socialnega tavanja misli. To ni zdaj absolutna resnica, to so samo neki poskusi opisovanja tega, ker smo imeli toliko poglobljene opise in za toliko dolge trenutke smo lahko videli, kaj se je spremenilo. Iz enega mini trenutka v drug mini trenutek in smo prek tega lahko prepoznavali, kaj je mogoče doprinos lahko tega. Sem jih razdelila na čustveno-motivacijske, na primer uravnavanje čustev,
pa na socialne, na primer občutek neke večje povezanosti, topline, na primer ob tisti vzajemni interakciji. In samo na kratko še preletim, zakaj, so ta spoznanja in kako so ta spoznanja lahko uporabna. Predvsem prek tega, da, to, kar sem dala v doživljajsko ospredje, bi rekla, da je zelo podobno temu, kako doživljamo druge v vsakdanjem življenju, zato ker je nekako bolj dostopno zavedanju. Viden je neki časovni potek, ponavadi bil v teh vzorcih. In tudi opisi so bili tako podobni, kot da bi opisovali resnične interakcije. Ampak v ozadju tega smo pa ugotovili, da je pa skozi ta neki subtilni občutek drugega. Kar pomeni, da lahko do neke mere, če natančno opazujemo, prepoznavamo, na kakšen način mi dejansko gradimo ta svoj ozadnji občutek drugega. To je podobno konceptu relacijske sheme na področju psihoterapije. Torej, kako se prek nekih vsakdanjih, situacij izgrajuje naš občutek drugih in kako to pol vnašamo skozi v to neko naše doživljajsko ospredje in rolamo te scenarije, neke interakcije, nekega približevanja in tako naprej. In s tem samo še bolj utrjujemo vse te ozadnje občutke. In ideja je, da če lahko to opazimo, potem lahko tudi do neke mere spreminjamo, smo lahko pozorni na to, kaj v bistvu, kako mi doživljamo druge, na kakšen način, kako si jih pogosto predstavljamo, a nekako na tak način, da smo v interakciji z njimi, kakšna je zdaj ta interakcija, a na tak način, da so drugi bolj tako samo zraven, pa je nekako bolj poudarek na nas samih, na katere lastnosti pri drugih smo pozorni in s tem lahko mogoče tudi pol, prilagajamo in spreminjamo, na kaj bi pa želeli biti, a ne. Recimo bi želeli nekako širše pogledati na neko osebo, da ne gledamo preveč ozko in tako naprej. V magistrski nalogi sem tudi razmišljala, kako lahko to prenesemo na nekako na delo v praksi, recimo za razumevanje težav na področju duševnega zdravja. Čisto za primer, recimo raziskovalci ugotavljajo, da osebe z medosebnostno motnjo imajo nekako, pogosto prisotne tudi v tavanjih misli neke nestabilne občutke, občutek ogroženosti, in da je pogosto povezan tudi s prisotnostjo drugih. In potem sem dodatno razmišljala, kako, se lahko vsa ta spoznanja prenesejo tudi na ta področja ali pa tudi na področje dela z otroki in mladostniki, kjer se nekako doživljanje drugih še izgrajuje, bi lahko predvidevali. In nam vse to omogoča v bistvu, da jih lahko s pomočjo neke take teorije probamo še malo bolj poglobljeno razumeti, pa malo bolj celostno, pa videti v bistvu, kaj nenehno rolajo v glavi, torej o čem in kako tavajo, ker predvidoma to pol sooblikuje tudi to, kako se vedejo, kako doživljajo v bistvu v vsakdanjem življenju. In obratno pol naprej, a ne. To, kar pol v vsakdanjem življenju doživimo, tavamo o tem in je ta povezava res, zelo tesna in vredna nadaljnjih raziskovanj. Nekako bi zaključila s tem, da, raziskava je omogočila teoretični doprinos, iz vidika, da je ta teorija v bistvu poskusna in je njen namen bil opisati, kaj se da zdaj v teh podatkih najti. Kaj se da povedati o doživljanju drugih v tavanju misli na podlagi tega, kar pač imamo. In ne vemo, če je to res, ne vemo, neka absolutna resnica to sigurno ni, ampak je pa prednost nekih takih modelov, da se lahko pol naprej preučujejo, na primer z nekimi bolj dodelanimi statističnimi metodami, da se ugotovijo zdaj te povezave, ali pa neke na primer možne funkcije. Pa tudi zanimivo je bilo videti glih to, povezanost, a ne, kako se tavanje misli povezuje z vsakdanjim življenjem. To je kot neki teoretični doprinos. Pa tudi eno tako zelo pomembno spoznanje, to mogoče še nisem toliko izpostavila, da kljub temu, da skozi govorimo o doživljanju drugih v tavanju misli, je bilo zelo veliko te prve kategorije, usmerjenosti vase. Torej zelo pričakovano je, da so naša tavanja v bistvu zelo egocentrična, ker je nekako tudi funkcija tavanja misli to, da ohranjamo občutek sebe, občutek lastne identitete. Ampak koliko zanimivo pa je, da kako vlogo imajo pa pri tem drugi in kam
kam pašejo v naš notranji, doživljajski svet in kako jih rabimo v bistvu za nekako doživljanje sebe tudi. Empirični doprinos iz vidika, da, je ena redkih raziskav, ki je preučevala nekaj takega v naravnem okolju in na tak način, s poglobljenimi opisi doživljanja. Tako da zelo zaželeno, da se razvijajo še naprej metode, ki bi, lahko nekako tako v vsakdanjem okolju in čim bolj celostno in čim bolj poglobljeno nekako probali uloviti neki tak pojav, pa po možnosti pol tudi kombinirati s kakim slikanjem možganov, da res vidimo, kako se te stvari pol povezujejo, kam kaj paše, kako lahko kaj razložimo. In, tudi metodološki doprinos iz vidika, da smo res uporabili neke 3 različne metode, probali poiskati prednosti vsake, jih kakšne pomanjkljivosti nasloviti s prednostmi drugih metod in tako naprej. In za konec bi pa samo še zaključila, da kljub temu, da sem skozi poudarjala, kako je tavanje misli zelo prenosljivo v vsakdanje življenje in, kakšno, veliko vrednost imajo lahko ta spoznanja, kar je vse sicer zelo res in meni je bilo to zelo zanimivo, ampak da vseeno pa to ne nadomesti pristnih odnosov v živo in tega, da se povezujemo tudi prek nekih, čisto vsakdanjih interakcij, ker je to potem glih tisto, kar nekako gradi naš doživljajski svet in tudi sooblikuje pol, kako doživljamo druge v tavanju misli. Tako da hvala za pozornost, hvala vsem, ki ste tukaj zaradi teme, pa vsem, ki ste tukaj za podporo, družini, prijateljem, pa upam, da niste preveč odtavali vmes, če pa ste, pa upam, da kam najlepše. Hvala. Če ima kdo pa še kaj, pa, me lahko kontaktirate.